Gorazd je z nami, zelo iskan človek, imel je predavanje, pohitel je, potem je vozil, od kje si se pripeljal? Tokrat iz Pirnič. Iz Pirnič. Ne me hecati, pa jaz sem v Pirniču. Evo, tako da jaz sem ti iskreno hvaležen, da itak imamo cel dan spremenjen program, smo že danes to že ugotovili od vsega začetka in potem je tako do konca, kar je tudi prav, se nič ne bunimo in je vse tako, kot mora biti. Imeli smo predavanje o plazmi, imeli smo predavanje o vladnih dokumentih, imeli smo o soodgovornosti in sedaj, dragi Gorazd, si ti z nami. Kjer je volja, tam je pot, je naslov današnje teme. In mislim, da je ta stavek 1, 2, 3, 4, 5, 6 besed kar aksiom. Vsekakor bi lahko bil. Jaz sem v tvoji knjižici Vzemite zdravje v svoje roke. Vzemite ga v svoje roke, ja. Ja. Res je. Ja. Prebral, da imaš ti notri pravzaprav 4 aksiome. Pitagor je rekel, 4 je vse. 1 plus 2 plus 3 plus 4 je 10. In to je vse. Se pravi, gre za aksiom 1. Aksiom 1. Telo je bilo ustvarjeno z namenom, da je zdravo. Res je. In nažalost nas tega niso učili v osnovni šoli, v srednji šoli, na fakulteti. Stvari so bolj preproste, kakor se zdijo, ampak človek rab neke zakomplicirane stvari, neke čudne formule, da pride spet do zdravja, da se vrne na to pot. Stvar je veliko bolj preprosta, narava nam ponuja takole, ampak nažalost redko kdo zna to še vzeti iz narave. Zanaša se na neke specialiste, na neke statistike, ki so bolj ali manj prirejene, in potem je izgubljen med temi informacijami in išče izhod. Ampak laž plus laž plus laž plus laž plus laž ne bo dala resnice. Še nikdar jo ni dala in mogoče je verjetnost 1 proti 16 milijonov, tako kot da zadanete na lotu, da boste iz laži dobili resnico. Laž laži je resnica. Tako da vplačujte loto, čakajte na jackpot in mogoče se bo stvar zgodila. Ali pa ne. Meni je ta aksiom kot tisti začetek, ko je Bog ustvaril človeka, ga je ustvaril z namenom, da je srečen, zadovoljen in zdrav. Res je, ampak prvo mora iti skozi spoznanja. In ta spoznanja so druga plat. Se pravi, vsa negativna čustva, negativne izkušnje so seme, da spoznamo tisto drugo plat. Rečemo svetlo plat. In zavedati se moramo, da v teh dimenzijah, v katerih bivamo kot ljudje, da smo vpeti v ta svet dualnosti. In to je z namenom prepoznanja. In razni stavi, kot so vse je mogoče, samo pozitivno razmišljaj in vse bo v redu, za mene ne veljajo. Dokler človek ne gre skozi izkušnjo, skozi padec, skozi vzpon in šele potem pride do spoznanja. Pot ni lahka, za vse je bila težka, za tiste, ki so bolj probujeni, je malček lažja, za tiste, ki še spijo, lahko upamo, da se bojo nekoč prebudili in to je to.
Jaz imam zate eno vprašanje, ki se mi zdi, da ga odgovor poznam, pa tudi ga ne poznam. To je ravno to, kar si zdajle načel temo. To je iz tvoje knjige Aksiom številka 2. Ali se telo zdravi samo? A je to aksiom ali ne? Vsekakor, v našem telesu je doktor number one, zdravnik številka 1. Vsak terapevt, vsak zdravnik, zdravilec je lahko številka 2, ampak številka 1 ne more biti, ker to je že dano po naravi. In tukaj je eno zanimivo vprašanje, zakaj tega zdravnika številka 1 uničevati, zatirati, pohabiti že od rojstva. O tem bi bilo smiselno razmisliti. Rešujejo se neki problemi, ki so za mene kvazi problemi. Bili so pošteni zdravniki, ki so pojasnili vzrok vseh bolezni, pripeljali so, pokazali, dokazali, kje so vzroki vseh bolezni. Ampak nažalost, ko je medicina postala posel, so se stvari spremenile. Hipokrat je lepo rekel, pomagati in ne škoditi. Kdo se danes drži Hipokratove zaprisege? Kapa dol. Kdor se jo ne, nimam besed. Imam eno vprašanje, oprosti, ker sem ti segel v besedo. Gorazd, ali se lahko naš imunski sistem s pomočjo zunanjih medicinskih vplivov izboljša? Vsekakor, medicina je v redu, jo sprejemam, sodelujem z njo, sodeloval sem z mnogimi zdravniki. Sem se pa v eni fazi vprašal, ko me zdravnik iz Hrvaške pokliče, ne bom omenil imena, in me vpraša, šta vi radite s mojimi pacientima. Kaj delam z njegovimi pacienti, sem rekel. Pri presenečenju. Wow. Ja, in sem rekel, sem ga vprašal, kaj je, v čem je problem. Je rekel, to je nemogoče. Kje ste? Sem rekel, Hotel Lipa. Sva se dobila čez par ur in sva imela zanimivo debato. In on mi je rekel za določenega klienta, ki sem ga obiskal na domu, je rekel, 3 neodvisni zdravniki so mu dali 1 mesec življenja, maksimum. No, ta človek je okreval, čez 2 meseca je prišel sam do mene. Skratka, rešila sva problem. In potem sem se jaz vprašal, vsi ti zdravniki, ki so mu napovedali tako črn scenarij, a so oni, kako so dobili oni to licenco, ali pa s čem so bili, česa so bili naučeni, a ne? Mogoče bi mogli ponavljati, tako kot gremo na srednji šoli ponavljati matematiko. Jaz sem imel popravca na gimnaziji, pa sem ga popravil in sem šel naprej. Ne? Če ga ne bi popravil, bi mogel ponavljati razred. Vse te napovedi so včasih vprašljive in na desetine primerov je bilo, ki so bili nerešljivi primeri.
Pa sem rekel, dajmo probat, nič ne obljubljam. In sem dokazal. In so članki od multiple skleroze, kako smo jo rešili v 3 mesecih, kako smo rešili T-limfom, 4. faza, isto v 3 mesecih. Kako smo rešili gangreno en dan pred amputacijo, vlažno gangreno, gangrena humida. Tisti, ki ve, kaj je suha pa vlažna gangrena, ve, o čem govorim. In to je bilo rešeno. In to so dejstva. In ta dejstva so objavljena, vsak jih lahko preveri, jaz stojim za temi dejstvi. In to so tudi moji bodyguardi, vsi ti nerešljivi problemi, ki so bili rešeni. To je tisto, kar mene ščiti. Jaz se ne borim proti nikomur, nimam se zakaj bojevati. In tudi naprošam vse tiste, ki imajo kakršnokoli željo, da se jim samo poraja misel raziskovati moje organe, moje gene. Tukaj jih želim opozoriti, da jaz ne pristajam na to. In da imajo že v štartu, ko pomislijo na to, velik problem, ki ga jaz ne bom reševal. Zdaj si me asociiral na, če vzameva čas te norije, panike, epidemije, ki se je začela marca v Sloveniji, marca 2020, smo v nekem določenem času zaznali po časopisih in po medijih, vemo, kaj počnejo, pa vendar. Naenkrat je bil vzrok vsake smrti COVID. Ni bilo, kakor si rekel, mokre gangrene, suhe gangrene, srčnih napadov, možganskih kapi, še motorist, ki se je na cesti po nesrečo in umrl, so rekli COVID. Kaj sporočaš tem ljudem, ki tako enostransko vse bolezni zajamejo z eno besedo? Ja, sama ta beseda, ki si jo omenil, je očitno najboljši brand, boljši kot Coca-Cola, ki je rabila 100 let, da je bila prepoznana po celem svetu. Ta brand na K je postal v enem letu, ampak to je zgodba, to so informacije, ki so jih forsirali, širili leta in leta preko filmov, preko glasbe, preko računalniških igrc. Vsak naj malo sam razišče. Informacij je zadost, ne morejo vsega brisati, marsikaj je še objavljenega, marsikaj se na novo objavi, marsikaj se prekopira, shran pa se potem spet objavi. Tako da še enkrat se moramo vrniti na tisto laž plus laž plus laž plus laž plus laž je enako velika laž. Za tiste, ki pa žal ne znajo razmišljati, je pa mogoče resnica. Mihael, nama gre dobro. Namreč tako kot ponavadi, nič se nisem pripravljal. Ne rabiš, vse to je v tebi. Ja. Jaz čutim, kdo si, kaj si in kaj počneš. Vidim rezultate, ljudje mi povejo in skušam to najboljše posredovati za naše člane, da bodo razumeli smisel življenja. In tako kot si rekel, number one je človek zdravnik samemu sebi. Number two je, kadar je zmeden in se ne znajde in je v duševni, mentalni, čustveni stiski, v stiski z odnosi, v stiski s tem, ko mu v službi postavljajo pogoje in je na robu preživetja in se ne znajde in so možgani zmedeni, duh je zmeden, duša zmešana in tako naprej, da to steklenico v sebi umiri, rabi pomočnika. Nekdo je nekoč rekel, tudi Kristus je rabil nekoga, da so ga sneli s križa.
pa je bil naš odrešenik. Tako tudi mi rabimo drug drugega in treba je samo na pravo številko pozvoniti, potreben je v pravem času, prava beseda in pravi človek. Niti bolezen, niti zdravje, ko govorimo že na to tematiko, po aksiomu 4 iz tvoje knjige, ne prideta z danes na jutri. In mislim, da se to veže na ta čudovit naslov tvoj, a ne? Kjer je volja, tam je pot. Ampak ta pot ni 1 sekundo, ni 2 sekundi, ampak po moji oceni je to stil življenja. A nam še malo tukaj daš napotke, poveš o teh stvarih? Vse, kar delamo, mi neprenehoma iščemo balans. Ko smo lačni, jemo, ko smo žejni, pijemo, ko smo zaspani, gremo spat. Poiskati ta balans in notranji mir je največja umetnost v življenju. Moda je prehodna stvar. Danes je modern, to jutri nekaj drugega, prejšnjo leto oranžna barva, to leto modra barva. In vse, kar človek rabi, je, da je kreativen, da ta kreativnost ni zatrta in takrat bo najhitrejši najdu balans. Vsake toliko časa se je treba umiriti, umakniti v samoto, skozi vzpone in padce se pa učimo o vseh teh nasprotjih, samo zato, da bi našli balans na koncu koncev. Eni prej, drugi kasneje, eni morda nikoli. In največje tržno blago danes je strah. Še večje je pa strah pred smrtjo. Ravno zdaj sem se spomnil ene gospe, imela je 99 let, bila je v domu za ostarele. Hčera mi prinese fotografijo in me vpraša, če lahko kaj naredimo. Sem rekel, ne vem, dajmo probati. Ta gospa je pol leta bila tih v domu za ostarele. Ni govorila, bila je kot rastlina. Nekje 4. dan, 5. dan po najini terapiji nadaljavo je gospa začela peti pesence. Spomnila se je otroštva, čez 3 mesece je umrla. Ampak v 3 mesecih je tudi razčistila s svojimi 3 hčerami glede dediščine, kar je bil velik prepir. In ona je umrla z veliko manj agonije, jeze, besa, strahu ali pa mogoče celo z nič od tega. Tik pred 100 letom. To je moč tega, kar človek lahko nudi človeku. Računalnik tega še dolgo ne bo mogel, ne bo zmogel. Mi verjetno tega ne bomo dočakali. Ampak imamo v sebi latentne sposobnosti, da jih razvijamo, uporabimo na plemenit način in naj nam bo vodilo vedno, če lahko pomagamo, pomagimo, če ne moramo, rečemo, priznajmo. Ne vemo, ne znamo, poiščite pomoč drugje. Mogoče v računalnikih. Srečno. Še eno vprašanje imam. Gorazd, omenil si modo. Ker sem se sam in se še vedno ukvarjam z barvami, si omenil pa enkrat vijolična, enkrat oranžna, enkrat rdeča, vsako leto drugačna modna zapoved. Ampak trendovsko obnašanje ni samo oblačenje. Trendovsko obnašanje je tudi medijski vpliv razmišljanja, je medijski vpliv znanosti, ki zdaj po moji oceni, oprostite, da tako rečem, kvazi znanost, in ker hočejo narediti ta kvantni preskok iz tega, da imunski sistem ne velja nič, da človeško zdravje ne velja nič, da smo odvisni od medicine in od nekih pikov, ki nas bodo kvantno povezali v neke druge, je to zdaj trend. In ljudje, ki so podvrženi trendnim stvarim, rečem, da so ljudje brez osebnosti.
brez imunskega sistema osebnosti. Ne? Ker imamo več imunskih sistemov. Ne? Intelektualni imunski sistem, duševni, duhovni, fizični. Kam spada trendovski in na kakšen način vpliva na naše zdravje, počutje, na bolezen in na vse, kar počnemo. Kje naj začnem? Ja, eni so na stopnji, ko rabijo mnenja drugih, usmeritve drugih. Prej ali slej vsak pride do tega, da mora iti svojo pot, da ne more hoditi v čevljih na koga drugega. Danes sem se peljal sem videl eno deklico samo na mostu, sredi Ljubljane pod enim drevesom, ki se je takole slikala, zato da je na Instagramu trendovsko objavila svojo sliko in ona je bila zato srečna. Ja, v redu, ta sreča je zelo mogoče iluzorna, ne bom rekel trivialna, ker v tistem trenutku je bila ona srečna. Ampak to je, vsa ta socialna omrežja so v redu stvar, dokler človek to rab, dokler mu pomaga, dokler dela njega boljšega, kakor je, da ga plemeniti, ampak prej ali slej spozna, da je to tako kakor virtualen obliž na odprto rano. Ljudje, državni voditelji, odgovorni uradniki, medicinci, ki so se pred kamero dali ubrizgati viale proti covidu, ali so si to dali zato, ker je to trend, ali zato, da so hoteli nam biti vzor, ali je to kakšna drug načrt v ozadju. Kaj ti meniš o tem in kaj svetuješ ljudem, ki so podvrženi takšnim sporočilom vizualnim? Ne vem, mogoče bi morali vprašati Greto. Greta ima odgovor za vse. Globalno segrevanje, vremenske spremembe. Ja, vsi te ljudje, ki propagirajo te zadeve, se morajo zavedati, da bo malo prišla odgovornost za vso to masovno propagando. Kakšne bojo posledice, takšne, kakor so jih sejali. Kako so se prikazovali s tistimi zaprtimi zamaški gor, na tisti konici, pa nekam za stol, za ramo, tja, v prazen prostor. Jaz se lahko 100-krat takole, ni problema. Ampak tukaj ostajam nevtralen, tisti, ki to rab, ki je prepričan, da ga bo to rešil. Welcome, tisti, ki ne, tudi welcome. Naj bo to svobodna volja vsakega. Hvala lepa. Dragi člani, Gorazd, naslednji teden ti odpotuješ, ne? Ja, grem na morje, nazaj na morje. Tokrat, Odpotuješ, ne na morje, ampak odpotuješ. odpotujem, ja. Zapuščaš Slovenijo, Ja, tokrat samo Slovenijo. a se glede na to, da ne boš mogel biti več fizično prisoten, ali nam dovoliš, da te kdaj virtualno povabimo še na kak pogovor? Seveda, vsekakor, z veseljem povem, kar vem, tistega, kar ne vem, žal ne morem povedati. Mogoče se bom kaj novega spomnil, kako bi rekel, kaj bolj zanimivega, kakor tole, ki je po 2 letih ratalo že malo, ne samo naporno, ampak dolgočasno in ne vem, kaj bi sploh rekel, no. Danes sem malo bral Hararija,
Pa niti ne vem, a bi se smejal, a bi se jokal, a bi mi šlo na bruhanje, ali me je malo pritisnil na toaleto. Ne vem, miks vsega, ogromen podatkov, eni stavki zelo lepo napisani, drugi malo tako vprašljivi. Edini nasvet, ki lahko ga ponudim, je razmišljajte svojo glavo. Se mi zdi, da je to nasvet tudi za našega premijera, Roberta Goloba, ki toliko da na Hararija, kot se je sam izjavil. A ne? Naj razmišlja svojo glavo, ne z njegovo. Naj razmišlja svojo glavo, ne s Klausovo. Naj razmišlja svojo glavo, ne z Združenimi narodi, ker Slovenija je izvolila njega in Združeni narodi, Klaus in razni drugi korporacijski vplivneži in moneymakerji v Sloveniji nimajo kaj iskati, sploh pa ne nas pripenjati v neko virtualno. Ja, obstaja resnico. ena rešitev. Jaz vsakmu od teh čudovitih možakov prispevam 10 evrov za enosmerno vozovnico na Mars. Spoštovani, jaz boljšega zaključka ne bi mogel narediti. No, nekaj smo ustvarjali danes. Mihael, tudi po tebi so pluvali te. A veš, Še vsak dan, stvar je taka, vsak dan, vsak dan. človek rab neko žrtveno jagnje. Nekoga, da ga speče na grilu, da ga ponudiš pomoč, odgriznejo prst, pol ramo, zvečer bi te pa za večerjo spekali. Ja. Midva sva šla v Basko 100, mislim, da ne raba več izgubljati časa z vsemi temi norijami, ustrahovanji, tudi fizičnimi napadi. Preveč nas je, nemogoče je vse naenkrat pospraviti. In tudi v politiki kaj se dogaja, kakor vidim, sem pa tja malček pospremljam, se prebujajo ljudje, kar je dobra novica. In celo marsikjer politik ima jajca reči, vse mi je, pospravite me danes, jutri, kdorkoli že si. Jaz bom svoje povedal in to je to. In čau. In midva sva danes svoje povedala, tako da vi pa razmislite. Mogoče boste našli kakšen nauk, mogoče kakšno smernico, mogoče kakšno podporo, kakorkoli upam, da bo komorkoli koristilo tole najino druženje, pogovor, pa ne se preveč resno jemati, dajte malo humorja, humor je pol zdravja, ne. Ampak treba se je znati tudi pošaliti na svoj račun. In pol, kaj pa druga polovica zdravja, Mihael, kaj ti misliš? Rečemo, da je polovica zdravja humor, kaj pa je druga polovica? Polovica zdravja je humor. Ja. Ja, druga polovica pa spanje. Točno, Počitek. točno. Počitek. Res je, Ja, res je. moraš se načaržati, moraš se odklopiti, odpiliti, da ne veš, kje si, da pol vstaneš napolnjenimi baterijami. Ker Ja. to je narava, to je naravna danost, ki jo moramo spoštovati. In vzeti si počitek takrat, ko telo to zahteva. Ne iti preko mere. Tako jaz tudi samega sebe. Včasih zaklenem, zaspim, delam naprej. In odkar poslušam moje telo, kar mi reče, zdaj si lačen, pa jesti, zdaj rabiš počitek, zdaj rabiš pogovor, zdaj rabiš to. So trenutki, ko je treba si tako razporediti, da se na koncu izide. A veste kaj, vsaka sobota se mi mora iziditi. Jaz si moram tako zorganizirati čas in ljudi in tematike, pa kljub temu, da načrtujem, ampak gledajte, let it flow, naj gre. Zaradi tega, ker to je najboljše, se zgodi vedno takrat, ko se, jaz rečem improvizira, ampak to ni improvizacija. Tako mora biti. In ko človek zna to sprejeti, kako je rekel Bruce Lee, be like a water. Ko pride obstakel, ko pride prepreka, voda lepo zavteče, gre okrog in se ne bori s tem. Pa če dolgo časa ga tako poje, zgine in ni več te prepreke. Voda s časoma tudi kamen Tako je, izluši. tako je. In vztrajnost.